Poslanci državnega zbora so na današnji seji začeli z razpravo o spremembi 2. in 3. člena Ustave Republike Slovenije. Besedili, ki govorite o tem, da je Slovenija pravna in socialna država ter da ima oblast ljudstvo, naj bi na predlog vlade malce spremenili. Pred državnim zborom zdaj pozdravljam predsednika vlade, dr. Mira Cerarja. Dober večer. Gospod predsednik, kaj točno bomo po novem zapisali v ustavo? No, poglejte, vlada predlaga, da bi se po novem 2. člen Ustave Republike Slovenije glasil takole. Slovenija je pravna, socialna in koruptivna država. No dobro, to dejansko tudi je. No, za 3. člen Ustave, kjer piše, da ima oblast ljudstvo, pa predlagamo, da ga zamenjamo z besedilom, ki pravi, da v Sloveniji vlada mafija. No, ampak kdo v resnici stoji za to spremembo ustave? Je to res vlada ali so to lobiji, da ne rečem kar mafija? Ne, tu ne gre za to, da bi kdo pritiskal na vlado. Vlada želi samo pravno urediti zatečeno stanje, nič drugega. To je isto kot črne gradnje. Če jih ne moreš podreti, jih legaliziraj. Hvala lepa, gospod predsednik. Gremo v državni zbor. Ta za spremembo ustave potrebuje dvotretjinsko večino. Na vse kaže, da brez zapletov ne bo šlo. To je resna zadeva. Mafija. Ne moremo se kar tako šaliti, saj v mafiji veljajo določena pravila. Mi tukaj pa se jih ne držimo, ne? To je ta zadeva, ne? Hierarhija na vrhu piramide je boter ali šef, ki varuje interese družine. Ob njem je svetovalec ali konsiljere, pod njim pa več kapojev, ki imajo vsak po nekaj vojakov in vse gre v potrditev na višji nivo. Rekel je takole. Namreč on je prišel k njemu, ker ni mogel dobiti službe, ne? On pa je odgovoril, naj se ne sakira, Marlon Brando pa reče, I will make him an offer, he can refuse. In mislim, da je to tudi način, na katerega se je to ustavo spreminjalo, ne? Tako. Vidim, da kolega Tanko seveda našega ozemlja, ki smo ga določili, itak ne spoštuje. Vendarle smo se dogovorili, da je Ljubljana naš teritorij, njemu stane Ribnica, on pa si je prvoščil, da je privlekel Suhorobo direkt na Tromostovje. Gre za prvo vrstno svinjarijo in kraj intelektualne lastnine. In tukaj smo mi številka 1. Slovenska demokratska stranka se trudi že več kot 25 let, da bi mafija zavladala tej družbi. In zdaj pride predsednik vlade in ukrade to našo idejo. Jaz sem tole Suhorobo včeraj zvečer probal in je bila dobra, sem jo dal probati tudi kolegici Violeti, ona je rekla, da je v redu. Eni so bili zdaj zelo zadeti, drugim je bilo pa bed.